Na današnji seji je izvršilni odbor sprejel vse potrebne sklepe in druge postopke, da bo kongres 16. maja v Krškem potekal čim bolj tekoče. Ugotovil je tudi na vsa katera mesta so bile nekorektno delegirani, torej predlagani in tudi izpolnjujejo vse pogoje. Dovolite, da predstavim samo nekatere kandidate. Za mesto predsednika Slovenske ljudske stranke je prispela samo ena kandidatura, najmanj tudi soglasje, to je magister Radovan Žerjav, aktualni poslanec Državnega zbora in tudi član izvršilnega odbora. Za mesto podpredsednika in podpredsednice pa kar 9 kandidatov. Po našem statutu moramo imeti eno podpredsednico in enega podpredsednika. Za podpredsedniško mesto 3 ženske kandidatke, Nada Skuk, Irena Majcen in pa Olga Franca, in pa 6 kandidatov za podpredsednike, Igor Hrovatič, Andrej Krmavnar, Janez Podobnik, Janez Remškar, Peter Vrisk in pa Franci Bogovič. Za 10 mest v izvršilnem odboru se potrebuje 33 kandidatov, za predsednika sveta stranke 3, Franc Kangler, Jakob Presečnik in pa Janez Remškar. Za 24 članov sveta stranke se potrebuje 69 kandidatov, za predsednika glavnega odbora pa je 6, Franc Bogovič, Igor Draxler, Mihael Prevc, Janez Ribič, Franci Rokavec in pa Marko Zidanšek. Drugih podrobnejših kandidatur ne bi predstavljal, bi pa še povedal, ker se nekatere kandidature podvajajo, da je v skladu z našimi pravilniki možno, da kandidati, ki so že dali soglasja, leta, torej soglasja za posamezne funkcije, umaknejo do začetka kongresa. In pri nekaterih kandidaturah se bo to tudi najverjetneje zgodilo. Danes smo tudi opravili vse ostalo, da bo pač kongres potekal, kot smo rekli, tudi vsebinsko dinamično. Sedaj predvsem razpravljamo o ključni kongresni resoluciji Kakšna SLS, kako bo Slovenska ljudska stranka odgovorila na aktualna vprašanja slovenskega desnosredinskega političnega prostora, tudi kako bo pokrila in artikulirala v prostoru krščansko-demokratske vrednostne politične usmeritve, kako bo to držo okrepila in pokrila tudi ta prostor, pa tudi druge teme, ki so vezane na to, da Slovenska ljudska stranka postane večji magnet za volilno telo, da odgovori na aktualne izzive, ki so vezani na zanimanje ljudi za politiko in politično. Govorimo o tem, kako bi okrepili žensko dimenzijo v stranki, kako bi bolj prepričljivo nagovarjali kmeta in tudi ljudi, ki živijo na podeželju, kako bi bolj vabljivi za mlade, istočasno pa tudi, kako bi v našem krogu zaživeli tudi kritični intelektualci, kulturniki in drugi, ki nas spremljajo naše delo. Vsekakor bo to nosilna resolucija, ki govori o neki novi, politični drži in bo dobra popotnica novemu vodstvu stranke. Drugače pa tudi pomembna resolucija o finančni in gospodarski krizi, odgovor Slovenske ljudske stranke. Tukaj bomo tudi odgovorili na vprašanje problematike tajkunskih zgodb, ki obremenjujejo in histerizirajo slovenski politični prostor. Ponovno bomo definirali, kakšen je naš pogled na nacionalni interes v gospodarstvu, v kulturi, v zunanji politiki, v visokem šolstvu, v kmetijstvu in tako naprej. Odprli bomo vprašanje, za kakšen gospodarsko-socialni model se zavzemamo. Slovenska ljudska stranka ostaja zvesto tržnemu gospodarskemu modelu z močno okoljsko in pa družbeno odgovornostjo. Ena resolucija pa se dotika tudi zavzemanje za doseganje pravične meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Jutri bo svet stranke obravnaval tudi našo listo za Evropski parlament. Pripravljena je tudi programski manifest za letošnje evropske volitve, tako da lahko rečemo, da nas je sedaj priprava na kongres nekako pozitivno zdinamizirala in je v stranki potrebna živahnost. Naša poslanska skupina pa v okviru 5 poslanskih sedežev dobro opravlja svoje delo odgovorne opozicijske stranke.